Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši novi oddaji Med nami povedano, ki pa je danes 589. Kot vam je najbrž znano, je za nami teden otroka, ki je potekal od 4. do 10. oktobra. Veliko se je dogajalo povsod naokoli in seveda tudi pri Svetem Tomažu oziroma natančneje na osnovni šoli Sveti Tomaž z vrtcem. Tako da se nam je zdelo prav, da pa danes povabimo ravnateljico osnovne šole Sveti Tomaž Irmo Murat, ki jo poznamo tudi v vlogi podžupanje občine Ormož, ampak je danes tukaj kot ravnateljica. Irma, lepo pozdravljeni v naši družbi. Lep pozdrav tudi vam in pa seveda vsem gledalcem. Kaj ste rajši, ravnateljica ali podžupanja? Zdaj, če bi morala izbirati, oziroma tako bi rekla, oboje. Če ne bi bil takšen moj odgovor, verjetno potem obojega ne bi počela, delala. Kako pa usklajujete pravzaprav vse te naloge? Mislim, da to ni tako enostavno. Ja, včasih je res tako, da je ogromno stvari naenkrat, da se časovno strnejo, ampak včasih je potrebno narediti tudi prioritete in gre. Tako kot sem povedala uvodoma, ste danes tukaj kot ravnateljica, glede na to, da želimo spoznati delovanje vaše šole oziroma kako ste zakorakali v novo šolsko leto, mesec dni je pravzaprav že za nami. Ja, tako kot ste rekli, že ne. Vendarle se mi zdi, da je bil 1. september, ko smo vsi pričakovali tisti prvi šolski dan, zdaj pa smo že v oktobru, mesec dni in še več za nami. Moram reči, da je za našo šolo, za naš vrtec september bil kar pester, ogromno stvari se je dogajalo, tudi v tednu otroka, kot ste prej omenjali, pa tudi na splošno dnevi dejavnosti izven šole. Nekako je rasla želja pri učiteljih, pri strokovnih delavcih, tako v šoli kot vrtcu, da je treba določene stvari izpeljati, kaj pa če se bo slučajno odvijal drugi scenarij, da ne bo potekal pouk po modelu B, ne, da bomo morda tudi ostali doma. In tako smo v šoli precej dnevov dejavnosti že izvedli. Začeli smo praktično še v počitnicah. Za 2 razreda, sedanja 6. in 7. razred, je že za nami letna šola v naravi. V Ankaranu 2 dni počitnic, od 30. avgusta do 3. septembra je potekala, tako da smo bili radi, da smo to takrat izpeljali. To smo že načrtovali sicer ob zaključku lanskega šolskega leta, starše povprašali, ker vendarle gre za 2 dni počitnic, ne? Ampak nismo jih vzeli, to bodo izkoristili naslednje leto junija, ta 2 razreda, 2 dni doma. Potem dnevi dejavnosti, športni dan je bil že izveden, takoj v tistem prvem tednu pouka. Potem so si učenci od 1. do 5. razreda so bili v kinu v Murski Soboti. Prav tako so bili učenci od 1. do 5. razreda v Ljubljani, živalski vrt so si ogledali, potem so si tudi ogledali zunanjost Državnega zbora, imeli kratko predstavitev, bili zelo zadovoljni, malo so si ogledali tudi Ljubljano, tako da so te aktivnosti že za nami. Prav tako predmetna stopnja, tudi športni dan, ostale aktivnosti. Obeležili smo dan slovenskega športa, dan evropskega športa in tako nekako prispevali tudi k temu, tudi vodilo, naše vodilo je tako v vrtcu kot v šoli, precej pozornosti posvečamo gibanju kot takemu, ne. Se pravi, zadeva je stekla, dogaja se, torej koliko šolarjev imate letos na šoli? Mi imamo letos 161 učencev v šoli in pa 78 otrok v vrtcu. Malo smo povečali številko v primerjavi z lanskim šolskim letom, mislim šolo, in sicer lani smo jih imeli 158, letos pa 161. Ni
neka velika razlika, ampak je, raste. Malo po malo, kot pravimo. Tako, ne? tako. No, kako pa se to pravzaprav prepleta delo v vrtcu, vaše delo seveda, delo v vrtcu, pa torej vodenje šole. Verjetno predstavljam si, no, da so to kar zahtevne naloge. Ja, jaz bom rekla, če bi me to vprašali nekaj let nazaj, ko sem začenjala, bi rekla ja. Zdaj je lažje, ker ima že določen pogled v delovanje vrtca, stvari so utečene, ustaljene in pa še nekaj moram reči, mi imamo tudi pomočnico ravnateljice vrtcu, ki tisto glavnino dela vrtcu opravi. Jaz bolj organizacijske stvari, pa tiste res temeljne, osnovne, na ravni šole, na ravni vrtca, mi je v izredno pomočno, moram reči. Tako da je toliko lažje. Vi ste v osnovi učiteljica, profesorica katerih predmetov? Kemije in biologije, naravoslovna smer, ja. No in potem vas je zamikalo vodenje šole. Ja, zanimivo, ne? Kako dolgo pa ste sedaj že ravnateljica? Ja, drugi mandat teče in ta drugi mandat je do leta 2024. Zdaj, ja, ni nas ne vem koliko med ravnatelji v teh vodah naravoslovcev, to moram reči, ne? Ampak morda je pripomoglo tudi to, da sem bila na prejšnjem delovnem mestu nekaj časa pomočnica ravnateljice, tako da sem takrat spoznala tudi te naloge določene, malo me je pritegnilo in morda je včasih priložnost za kakšno zamenjavo, ne, in novi izziv. Začeli ste torej svojo poklicno pot na osnovni šoli Miklavž pri Ormožu. Ne, jaz sem pri Miklavžu začela leta 2000, še prej, torej za nedoločen čas, še prej pa na šolah v občini Ljutomer takrat. Nadomeščala sem, prvo moje delovno mesto je bilo na osnovni šoli Križevci. Tam sem nadomeščala porodniško, potem pa se je nekako tako poklopilo, da sem kar nadaljevala v tistih šolah, Stročja vas, tudi nekaj v Ljutomeru, čeprav takrat na razredni stopnji, na podružnici Cven, v prvem razredu, to mi je bil tudi takšna lepa, prijetna izkušnja, ne. Ja, kako je pravzaprav biti učitelj, no, če greva od začetka, od tiste vaše osnovne, torej osnovnega poklica, vam je težko delo to, recimo? Jaz moram reči, jaz sem to imela edino željo, ko smo se pač v osnovni šoli odločali, kam. Zdaj ne vem, ali je bilo to krivo, da ostalih poklicov morda premalo poznali ali kakorkoli, pa niti ni to pomembno, zato ker sem to rada počela, ne. Res je bila to moja edina želja. Takrat sem šla po osnovni šoli v Maribor, srednja šola pedagoške in kulturne usmeritve je bila v Mariboru. To me je sicer malo odvračalo, če tako rečem, mi ni bilo pogodo, ker smo takrat iz osnovne šole praktično dve šli, se mi zdi, v Maribor, ne, ostali, ki je bližje, ampak enostavno tudi to premagaš in ni mi žal, no, ni mi žal. Takrat v srednji šoli sem malo kolebala, v razredu, v katerem sem bila, je večina mojih tedanjih sošolcev v 3. letniku, ko se je bilo potrebno odločiti, ali ostaneš na razrednem pouku ali se usmeriš na naravoslovno oziroma družboslovno smer. Glede na to, da so skorajda res vsi moji sošolci ostali na razredni smeri, jaz pa še dva, pa sva razmišljala o naravoslovni smeri, kaj storiti, ampak nekako me je vedno to bolj privlačevalo, ne. Kemija, zdaj tako bom rekla po pravici, pozneje tudi po srednji šoli, če bi bile proste smeri, bi zagotovo, tako kot je bilo potem čez nekaj let dopustno, bi izbrala verjetno oziroma skoraj zagotovo, no, če takole rečem, kemijo in matematiko. Ne bi izbrala biologije.
Rajši sem imela takšne izzive bolj, ne? Ampak takrat ni bilo dopustno možno izbirati, vezave so bile fiksne in enostavno kemija, biologija mi je nekako bila tista, ki mi je bila najbližja, pa tudi moram reči, da mi ni žal. Čeprav, ker sem imela že takrat prakso v srednji šoli, tisto strnjeno prakso na moji šoli pri Miklavžu, me je tedanja učiteljica, gospa Marija Prapotnik, me je nekako navduševala, da bi šla, ker je bilo manj učiteljev takrat tudi v tej smeri v Ljubljano, in sicer biologijo gospodinjstva, ne. Nekako mi je Ljubljana bila takrat predaleč in tuja. ne? Ja, tako. Tako da sem ostala v Mariboru in še enkrat poudarjam, ni mi žal. Pa to, kar ste me vprašali, ja, rada sem učila, ne. Torej, po čem pa se razlikuje recimo mesto ravnateljice z mestom učitelja, recimo predmetnega pouka? Kaj je težje, recimo? Kaj je težje? V določenih trenutkih so in na enem in na drugem delovnem mestu tisti lepi, pozitivni trenutki, ne, in ko uživaš, so pa na obeh delovnih mestih včasih trenutki, ko si misliš, joj, nekaj drugega bi počel, ne. Tako da ne bi se vedela opredeliti, ne. Moram reči, da tudi jaz zdaj, ker je mala šola, število oddelkov narekuje tudi to, da moram poučevati, ne. Pred leti, ko sem prišla na osnovno šolo Sveti Tomaž, sem imela kemijo, 2 uri kemije, zdaj pa zadnja leta 3 ure podaljšanega bivanja, tako da ohranjam tisti stik, ne, in včasih tudi, ko so nadomeščanja, ko se strnejo kakšne bolniške ali kakšne druge odsotnosti, tudi vstopim v razred in mi je nekako ljubše nadomeščati svoje predmete, če tako rečem, kot karkoli drugega. Tako da ne bi se vedela opredeliti, kaj je zdaj težje in kaj je lažje. No, ta vprašanja so bila tako malo za popestritev najinega današnjega pogovora, sicer bova seveda govorili na temo šolstvo, predvsem torej v vaši občini, kjer ste ravnateljica, v občini Sveti Tomaž. Kako pa šola sodeluje z lokalnim okoljem, glede na to, da Sveti Tomaž je vseeno mala občina, ampak se z velikim tempom razvija, ne, vse se dogaja v bistvu tam. Tako, ne, jaz mislim in ocenjujem, da zelo dobro sodelujemo z občino tako ali tako. Že občina izpolnjuje tiste zakonom potrebne obveznosti, pa imam tukaj v mislih predvsem kritje materialnih stroškov, tudi investicije, peljemo v dogovoru, ne. Seveda v skladu z sposobnostmi, ki jih proračun v bistvu takšne občine dovoljuje, dopušča. No, sem pa zelo vesela tudi, da smo se uspeli dogovoriti in kar nekaj let že potekajo tisti dodatni programi, ki jih financira občina na področju računalništva, na področju športa, tudi na področju tujega jezika. Tudi občina Sveti Tomaž nam sofinancira predvsem prevoze za letno, za zimsko šolo v naravi, tudi za plavalne tečaje, kar se mi zdi pomeni tako na eni strani za šolo dodano vrednost, po drugi strani pa je to dodana vrednost celotne občine, ne. Tudi z društvi nimamo težav pri sodelovanju. Športna društva, tako je, da je učitelj športa tudi vključen v športno društvo pri Svetem Tomažu, ki ima kar precej sekcij in nekako imamo tisto vez, ki nas povezuje. Seveda je zdaj malo drugače, vseeno zadnjih 2 leti so določene stvari okrnjene, vemo vsi zaradi česa, ne, da je vendarle potrebno upoštevati tista priporočila tako na eni strani ministrstva, na drugi strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, tako da je manj družen, ampak vendarle. Potem tudi s kulturnim društvom
precej sodelujemo, tudi s turističnim društvom. Moram reči, da sem zelo ponosna. Mi vsako leto, naša šola sodeluje tudi v natečaju Turizmu pomaga lastna glava, kjer je zaželjeno sodelovanje z lokalno skupnostjo, tudi z turističnim društvom. Smo kar uspešni, zdaj že kar nekaj let zapovrstjo prejmejo naši učenci srebrna priznanja. In če to tudi nekaj za šolo in za kraj pomeni. Prav tako z društvom upokojencev. Preko projekta Simbioza, tako Simbioza giba v tem jesenskem času, smo vsako leto tiste skupne ure športa izvajali. Moram reči, da so se člani društva upokojencev ali pa tudi dedeki pa babice zelo radi odzvali, prošenj vnukov. Potem tudi računalništvo. Naš učitelj računalništva je izvajal skupaj z učenci za člane društva upokojencev tisti tečaj računalništva, običajno je to bilo v februarju. Tako da, ja, jaz ocenjujem, da zelo dobro sodelujemo. Zdaj tudi z medgeneracijskim centrom spodaj. Prav tako, čeprav vse zdaj v skladu trenutnih razmer. Ja, to itak ne, to je normalno v tem času. Vedno je bilo rečeno, da je šola v nekem kraju, torej gibalo kulture, pa tudi nasplošno življenja, vsestranskega, tako kot pravite, dejansko torej sodelujete na vseh koncih in krajih. Recimo, kaj pa vam je v teku leta najpomembnejše, recimo od vseh teh dejavnosti, ki torej jih izvajate na šoli? Kar precej stvari je takšnih, ki so pomembne. No, če še se navežem na vprašanje, ki ste ga prej postavili, mi poleg tistega rednega pouka tudi sodelujemo v različnih projektih. In en izmed takšnih projektov je tako imenovani projekt Pogum, ki ga pelje glavni nosilec je Zavod za šolstvo Republike Slovenije in razvija na eni strani podjetništvo, inovativnost, razvoj človeških virov, tako v izobraževanju kot na splošno v življenju. In so določena področja, za katera smo se odločili in mi smo si recimo izbrali področje šola kot središče skupnosti. In ravno to je tudi, kar nas povezuje s krajem. V tem projektu smo si zadali tudi cilj, da se kar pogosto srečujemo tudi generacije med sabo. Zdaj je potekalo v zadnjem letu ne sodelovanje toliko v živo, ampak tudi nadaljavo. V sklopu tega projekta je v decembru 2020 nastal posnetek 240 let osnovnega šolstva pri Svetem Tomažu. Prav tako v sodelovanju različnih generacij, tako da na to smo ponosni. Drugače pa smo ponosni na vse tiste naše dosežke, ki jih dosegajo naši učenci, na vsakega posameznika, ki na vse dosežke pa imam v mislih tako pri pouku, kot takem pri rednem pouku, ker vendarle se moramo zavedati, da je osnovno poslanstvo šole pa pouk, učenje, kot pa tiste ostale stvari, ki bogatijo pouk, od sodelovanja v interesnih dejavnosti do sodelovanja v različnih drugih dejavnosti, raziskovalnih dejavnosti. In še nekaj moram tukaj izpostaviti. Probamo na vseh področjih zajeti neko širino. Ne se usmeriti v določena specifična področja, ampak ravno s to željo, da bi vsak učenec našel pa nekaj tistega, kar se lahko najde, kar mu je blizu, za kar ima interes. To se mi zdi, da je pomembno. Kako pa sodelujejo, kako radi sodelujejo šolarji pri vseh teh projektih? Se opredelijo recimo za določene smeri ali vsega pomalo? Različno. To je različno od posameznika. Nekateri se bolj res osredotočijo na kakšno takšno specifično stvar, drugi zopet radi izbirajo med različnimi dejavnostmi. Je pa pomembno na eni strani tukaj vloga mentorjev
in pa seveda vloga staršev, oboje je zelo pomembno. No, tu še bi eno stvar izpostavila, kjer bo verjetno primanjkljaj, vidimo ga, ne. Mi smo bili zelo ponosni, pa naši učenci so bili zelo dobri na področju folklore, ne. Imeli smo 3 folklorne skupine, že v vrtcu se je začelo, potem tista srednja skupina in pa tista že največja skupina oziroma skupina Škrjanča, kjer so bili vključeni učenci iz višjih razredov, ki so v bistvu dali že tisti 2 osnovni folklorni skupini skozi, ne, in tu smo ravno se pogovarjali, zdaj smo letos ponovno začeli, obudili to dejavnost, mali primanjkljaji so, vendarle se pozna, ne, nekaj časa brez vaj, ker enostavno naša starejša folklorna skupina je vendarle leta 2019 bila na festivalu na Ohridu, ne, med tistimi folklornimi skupinami, ki so tudi zastopali Slovenijo, tako da nam je takrat in še nam danes to zelo veliko pomeni in zopet bi radi takšno raven dosegli, ne. Pa ne samo na področju folklore, tudi na področju pevskih zborov, na področju delovanja lutk in še kaj. Torej, kar se tiče folklore, ste močni, ne, kot temu rečemo. So še kakšna takšna druga področja, ki bi želeli izpostaviti, se pohvaliti končno, no? Ja, tako kot smo rekli, folklora, tukaj je vendarle ta dejavnost bila na precej velikem nivoju, ker so tudi naši učenci posegali po državnih odlikovanjih. Ampak pravim to ravno s tem kontinuiranim delom, večletnim delom tudi. Po drugi strani pevski zbor, otroški pevski zbor bi tudi v lanskem letu dosegel raven za napredovanje, ne, ampak žal se potem to ni zgodilo. Na športnem področju seveda je to odvisno dostikrat tudi od generacij, pa še nekaj ugotavljamo vsi skupaj, ko strokovni delavci, komentarji, ko učitelji primerjajo malo dosežke po letih, opaža pa se, da pa zadnja leta pa ni več tiste samoiniciative, tolikšne želje več pri učencih, da bi se kamorkoli vključevali. Morda je v teh 2 letih tudi pripomoglo izobraževanje na domu, da smo malo bolj individualisti postajali, ne, pa verjamem, da bomo znali tudi to preseči. Jih treba torej privabljati na nek način, spodbujati, ne, to ni enostavno najbrž. Saj smo tudi v tej smeri razmišljali, tako se je zgodilo, da smo potem na koncu šolskega leta tiste najuspešnejše peljali ali na kakšen dodatni izlet ali na kopanje in tudi za letos imamo to v mislih, če bodo le razmere dopuščale. Prej ste omenili, da ste slavili 240 let šole. Nismo veliko slišali o tem. Kaj se je dogajalo? Šolstva praktično. Ja, organiziranega šolstva pri Svetem Tomažu. Glede na to, nastal je posnetek, ki je seveda dostopen na naši spletni strani, ker vendarle je to bil čas, ko je potekalo izobraževanje, šolanje na daljavo. Je pa res, da imamo naslednje leto, leta 2022, pa 50 let organiziranega vrtca pri Svetem Tomažu, ne, potem pa tudi te šole na tej lokaciji, kot je zdaj. Tako da tisto pa bomo obeležili. Vsaj verjamemo, da bo možno to narediti. Pravite, 161 šolarjev je torej na šoli, 78 jih je v vrtcu. Odkot pa so ti otroci? So to z okolice, verjetno z okoliških vasi, ne? Ja, v glavnem gre za okoliške vasi. Je pa res, da imamo, tako kot naši učenci, ki sicer spadajo v naš šolski okoliš, se zgodi vsako leto, da morda kateri mejni učenec, ne, gre v kateri drugi šolski okoliš,
Ormož, morda tudi Ivankovci, enako pa imamo mi, ne, iz šolskega okoliša Ivankovci, tudi Ormoža, pa nekaj pa celo iz Dornave, ker vendarle bližina Polenšaka, ne, tisti del, ki gravira bolj na območje Svetega Tomaža, je že nekako tako večletno prepričanje, da ti učenci pridejo k nam, pa tudi nekaj z šolskega okoliša, ki bi drugače šli v osnovno šolo Mala Nedelja. Ja, odvisno verjetno od bližine šole, ne? Tako, pa tudi po drugi strani pa verjetno pripomore ta situacija, kje je možnost, bližja možnost prevoza, ne. To zagotovo vpliva. Kako imate urejene prevoze v šolo? Avtobusni prevozi? Avtobusni prevozi. Mi imamo skoraj da 3/4 učencev, je učencev vozačev, potekata v bistvu vožnji zjutraj 2, popoldan 2, iz 2 smeri, tako da je pokrito. Ja, so še kakšne želje, ne, ker vendarle so še učenci, ki pa te možnosti nimajo v kakšnih odročnih krajih, kjer je že potrebno do avtobusnega postajališča kar nekaj časa prehoditi, ker pač ni možnosti drugega prevoza. Razmišljamo ravno v tem šolskem letu, da bomo do počitnic, takrat, ko se bo novi razpis delal skupaj z občino, da bomo poskušali najti neke rešitve tudi na tem področju, kakšen kombijski prevoz urediti, ne, ker vendarle ja, je to pomembna stvar. No, vrniva se sedaj še malo na teden otroka, kaj se je pri Svetem Tomažu vse dogajalo, tako v vrtcu in na šoli. Zdaj, dejavnosti, ki so potekale, so bile nekoliko tudi prirejene, nekatere smo žal morali opustiti. V teden otroka tudi sovpada z praznovanjem dneva učiteljev, oziroma jaz rečem razširjeno, s praznovanjem dneva zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Mi smo imeli vsako leto na ta dan eno druženje z delavci, upokojenimi delavci šole. Žal to ni bilo možno letos, že lani ne, letos ne, in ta dan je prva ura potekala malo drugače. Naši devetošolci so vedno prevzeli vlogo učiteljev, šli v razred, ostali zaposleni pa smo se to uro družili z upokojenimi sodelavci v takšnem prijetnem vzdušju. Letos žal to ni bilo možno, sicer smo rekli, da bodo tekom šolskega leta devetošolci pa vendarle enkrat v enem dnevu prevzeli vlogo učiteljev, zamenjali torej ne samo učitelje, ampak tudi na ostalih delovnih mestih, sicer v kuhinji ne, ampak tudi mene zamenjajo takrat, tajnico, knjižničarko in na tistih delovnih mestih, kjer se to da izvesti. Letos, kot sem rekla, žal ne. Smo pa imeli določene dneve dejavnosti na športnem področju, prav tako poseben dan je izstopal v povezavi z letošnjo vsebino tedna otroka, in sicer razigran Uživaj dan. Ne? In ravno v tej smeri ta vsebina, to geslo, to moto je bilo izbrano kot nekakšna protiutež vsemu temu, kar se je v šolstvu zadnjih 2 leti dogajalo, izobraževanje na domu, manj druženja, manj socialnih stikov, in ravno, in mi smo si izbrali en dan, temu je bil namenjen, da so lahko učenci pri različni dejavnosti uživali, če takole rečem, tudi so sami sooblikovali ta dan. Bili smo razdeljeni po skupinah, po mehurčkih, niso se družili, takrat bi bilo še to bolj aktualno in pristno, pa vendarle na igrišču skupina, različne igre, ki so morda že šle v pozabo, ali pa spretnosti, hoja po hoduljah, po traku, tako da so res naši učenci uživali pri tem. Zopet druga skupina je
ustvarjala, risali so na kamenčke, potem tudi različne izdelke izdelovali, bolj ročne spretnosti pokazali. Prav tako skupina učencev je potem pripravljala palačinke za vse učence, tudi za vse zaposlene. Upoštevali so ukrepe, tako da so to pripravljali zunaj. V tistem prejšnjem tednu še se je to dalo, vreme je bilo ustrezno. Vendarle smo poskušali tudi v danih razmerah uresničiti tisto, kar smo si zadali. Prav tako smo v tem tednu so nastale pri enem vhodu, pri vhodu v telovadnico, poslikave oziroma igre namenjene predvsem učencem od 1. do 5. razreda, tudi preživljanju odmorov, aktivnih odmorov ali pa pri podaljšanem bivanju. Pa moram reči, da sem bila zelo vesela, ko sem že drugi dan videla, kako so prvošolčki, pa tudi ne samo prvošolčki, ostali začenjali te igre. In še zraven, ko so jih starši pripeljali, so morale mamice tudi probati, kako to gre. Tako da ni samo tisti dan to aktualno, da bo živelo še naprej. No, ne rada, ampak vseeno vas želim vprašati, kako pa ste v bistvu preživeli tisti najhujši korona čas, kako je potekalo to šolanje od doma, ste bili dovolj uspešni, je bilo hudo pravzaprav. Kakšne so takrat razmere vladale na šoli? Zdaj tako verjetno kot po vseh šolah v slovenskem prostoru. Bilo se je potrebno zelo hitro organizirati, zelo hitro najti tiste načine, kako sploh priti do učencev, priti do staršev, tiste komunikacijske kanale vzpostaviti. Jaz ocenjujem, da nam je uspevalo. Tudi smo zelo hitro poskušali dobiti informacije o tem, če kateri od učencev nima možnosti, nima dostopa do interneta ali nima zadostne računalniške opreme. Vsi učenci, ki so izrazili, oziroma njihovi starši, ki so izrazili željo potem, da bi želeli imeti prenosnik, tablico, so jo lahko dobili, tudi zaposleni. V tem času je bila tudi vzpostavljena oziroma 2 povezavi, internetni povezavi do 2 domov, kjer ni bilo še prej. Tukaj nam je priskočila na pomoč tako občina Sveti Tomaž in pa tudi občina Ormož, ker v enem primeru je šlo za učenca, ki pa je iz kraja Lahonci, ki je seveda v občini Ormož, tako da smo to uspešno rešili. Zdaj, mi smo potem tudi naredili anketo, oziroma v tem šolskem letu 2020-2021 je samo evalvacijsko poročilo bilo namenjeno ravno tej analizi izvajanja pouka na daljavo. Predvsem smo se osredotočili na mnenja učencev od 4. razreda navzgor. In tudi ta podatek, mi vedno smo razmišljali, kako si učenci želijo v šolo, kako si želijo, in smo nekako imeli tudi, bom rekla, sama osebno, da je to pri vseh učencih takšno prepričanje. In anketa je pokazala, da pa vsi učenci niso takšnega mnenja. Sicer majhen procent, ampak vendarle nekaterim učencem pa je šolanje, izobraževanje na domu koristilo oziroma so ga pohvalili, jim je ustrezalo. Že to, da so lahko si razporejali tekom dneva učenje tako, kot so sami želeli, tudi to, da so lahko malo dlje časa spali, tudi to, da recimo ni potrebno čakati na tiste, ki malo pozneje zaključijo s kakšno nalogo, da so imeli svoj način, svoj tempo. Tako da so bile pozitivne in pa seveda negativni pogledi tudi strani učencev glede na izobraževanje na domu. Prav tako strani strokovnih delavcev. Je bilo potrebno več dela zagotovo. Tako izobraževanja na področju digitalne pismenosti, če takole rečem, digitalizacije, tako pri učencih, tako pri strokovnih delavcih.
Tudi sama moram reči, da sem se pač morala izobraziti sama v vzpostavitvi dela nadaljavo, delovni sestanki, pedagoške konference so potekale nadaljavo in je potrebno bilo nekaj več dela na drugem področju, če tako rečem, ne. Na vsakem primeru smo se vsi skupaj v tem času tudi veliko novega naučili, ampak zelo zanimiv je ta izsledek, ne? Da pa je nekaterim šolarjem, kot pravite, rezultati ankete so pokazali, da je bilo nekaterim to všeč. Morda pa je to šola bodočnosti, ne? Ja, vendarle, ampak na drugi strani pa so poudarjali, ne, seveda, da bi si želeli več stikov, več pogovorov, na eni strani tako z učitelji, pa tudi učenci, sošolci med sabo. Pogrešali so razred kot celoto, ne samo tisti fizični prostor oziroma ne samo druženje kot tako, oboje skupaj. Imate v tem času morda koga, ki se šola od doma? Ja, mi imamo en primer, ampak to ni povezano z situacijo, COVID situacijo. Zdaj je ta učenec v 2. razredu. Gre za družino, ki so se preselili k Svetemu Tomažu, prej so bivali v Mariboru, njihova želja je bila že v lanskem šolskem letu, da se učenec šola na domu, seveda starši imajo to pravico. Tudi za nas je bila to nova izkušnja, nismo imeli takšne izkušnje še, nasploh jaz ne, pa tudi na osnovni šoli Sveti Tomaž ni bilo še takšnega primera. Zdaj učenec seveda v lanskem šolskem letu se je vključeval, ga vključujemo v določene aktivnosti, tekmovanja tudi, letos malo manj, zato ker vendarle je bojazen mehurčkov, ne, vendarle je nekdo, ki potem ne sodi v tisti mehurček, čeprav je del razreda, ne. Dejavnosti na tekmovanja se vključuje posebnem prostoru, tako da poskušamo nekako tudi to peljati naprej, tako kot moramo. Domnevam, da to zanj ni najbolj prijetno. Ja, ampak želja staršev je taka, ne, mi jo moramo spoštovati, mi bi si želeli drugačen izid, da bi vsi bili v šoli skupaj, ker vendarle šola ni samo učenje, pridobivanje znanj, ampak so tudi druge veščine, ne, socialne veščine, komunikacija, sodelovanje, prijateljstvo, pa še kaj. Kako je s prehrano na šoli? Kdaj se torej lahko prihaja k vam, kdaj šolarji lahko pridejo, kdaj zapuščajo šolo, malica, kosilo? Ja, mi imamo takole, da mi nudimo lahko že učencem zajtrk, tisto je tako zjutraj, v manjšem številu, tako da ni težav, opravijo zajtrk v jedilnici. Potem imamo malica, dopoldanska malica poteka v 2 odmorih. V prvem odmoru namenjeno učencem od 1. do 5. razreda, potem pa učencem od 6. do 9. razreda. In v vsakem odmoru imamo takole, da sta 2 razreda imata malico v jedilnici, ostali razredi pa v učilnici. Zato smo se odločili za to, da pa vendarle sprostimo določene lokacije na šoli, da ni srečevanj, in do zdaj nam je uspevalo. Tako da prav tako kosilo pa imajo vsi učenci v jedilnici. Seveda je potrebno tukaj bilo malo več tistih organizacijskih spretnosti, kjer so časovni zamiki, posebej pri skupinah podaljšanega bivanja, prilagajamo se učencem, ki imajo kosilo in so vozači, torej ti imajo prednost, ker avtobus ne čaka, ne, tako. Tudi nekako poskušamo usklajevati, da na eni strani niso učenci prikrajšani in dlje časa morda v šoli, na drugi strani pa, da zadostimo vsem tistim ukrepom Nacionalnega inštituta za javno zdravje. In moram reči, da se učenci držijo, glavnina učencev se drži teh naših dogovorjenih pravil. Tudi pri starših večina, ja, se najde nekdo, kjer so težave z nošenjem maske, ampak vendarle v skupni skrbi
in skupen cilj nam je dobrobit in zdravje vseh, ki v šolski prostor vstopamo. Na eni strani seveda učencev, otrok, vrtcev in pa tudi zaposlenih in pa tudi staršev, ki vstopajo v naš šolski prostor. No, v vsakem primeru se zdi, da so pravzaprav šolarji še najlažje sprejeli te ukrepe, ne? So se navadili nanje in jim je pravzaprav v tem času že normalno. Ja, ni nekih prevelikih težav. Včasih se bolj pojavi težava, da kdo reče, ja, mama mi je rekla, naj ne nosim maske, ali ata mi je rekel, da mi ni treba maske nositi. Ukrepov si nismo zmislili mi, ne. Mi spoštujemo, vendarle verjamemo stroki, zdravstveni stroki, tako da, kot sem že izpostavila, samo v tej želji, da ostanemo zdravi. Še dve vprašanje imam, gospa Irma, za vas, in sicer najprej, koliko vas za šolarje na osnovni šoli Sveti Tomaž skrbi oziroma koliko jih je zaposlenih v vrtcu? Zdaj, vseh skupaj nas je zaposlenih 45 in sicer zdaj tako strokovnih delavcev v šoli je 19, potem tudi v vrtcu imamo na področju delovnih mest vzgojiteljic in pa vzgojiteljic, pomočnic vzgojiteljic, vse skupaj 13 delavk, vse ostalo pa je osebje, ki seveda skrbi za ostale dejavnosti v računovodstvu, v tajništvu, v kuhinji, čistilci, hišniki in tako dalje, ne. Ta delovna mesta pa so bolj ali manj skupna. Pa torej za konec še o željah, načrtih morda, kaj si še želite za tekoče šolsko leto, recimo morda kakšna pridobitev, imate kakšne posebne načrte, želje? Zdaj, tisti osnovni dokument, kjer smo vse to zapisali, po katerem se držimo prednostne naloge, so zapisane v letnem delovnem načrtu. Letni delovni načrt je sprejet, sprejel ga je svet šole. Naša želja je bila tudi kakšno mednarodno sodelovanje, tako smo v tem zadnjem obdobju smo se prijavili na projekt Erasmus, ga tudi dobili, tako da je pred nami tudi v tem šolskem letu mobilnost učencev. Mi smo, ker smo novi na tem področju, nimamo izkušenj, pa nismo vedeli, bomo prišli zraven, bomo uspešni, ne bomo, si nismo upali izbirati nekih držav za potovanje, ki so daleč od nas, ampak smo si izbrali državo, s katero smo že sodelovali, z eno šolo iz Beograda, smo preko e-twinninga že sodelovali, učiteljica angleščine. Naprej smo navezali stike, tako da nas to čaka. Smo zelo veseli, da bo in upamo, da bodo razmere dopuščale ta obisk. Si pa že dlje časa želimo pripraviti oziroma ob šoli zgraditi učilnico na prostem. Tako da to imamo željo. Na pedagoškem področju smo že v tem šolskem letu, tudi v sklopu tega projekta, ki sem ga prej omenjala, vsak učitelj bo pripravil tekom šolskega leta vsaj eno dejavnost za učence pri vseh predmetih, vsi učitelji so vključeni, vsi strokovni delavci, vsi predmeti, pouk zunaj v naravi, torej izven učilnice. Tako da to je tisti pedagoški izziv, pa še marsikaj drugega se najde. Ja, in tako kot sem rekla, učilnica na prostem, to je naša želja, ki jo poskušamo oziroma bomo jo poskušali postopoma po fazah uresničevati, ker vendarle je odvisno tudi od finančnih sredstev, ki jih imamo na voljo. Se pravi, učilnica na prostem z strehico ali kako si naj to predstavljamo? Ja, vse. Tako, da bo dopuščala s klopmi kot res ena učilnica, kjer bodo lahko učenci ne samo, torej, ne vem, kratek čas preživeli, ampak tudi izvajali pouk, ne.
Tako da, ja, imamo takšen načrt, Zanimivo, prostor res, fino. imamo, ampak No, zdaj in še kje bi dela ta naš- prostor naj bil? Za šolo kje? Ja, za šolo, v tistem prostoru, tako na prehodu že proti Vrtčevskemu igrišču. Tako da prostor imamo, zdaj še potrebujemo vse ostalo. Ne? No, Pa to pa še verjamemo, pride, da bomo fino. uspešni pri tem. Irma, hvala lepa za ta prijeten pogovor danes. Želimo vam veliko uspeha pri delu. Lep pozdrav v Sveti Tomaž, seveda vsem vašim sodelavcem in šolarjem. Upam, da bo kakšna takšna priložnost, ne pa, da se vidimo v Svetem Tomažu. Hvala lepa tudi vam. Srečno. Srečno. Toliko za danes, spoštovane gledalke in gledalci. Bodite z nami seveda tudi čez teden dni, ko pa bo naš gost Stanko Lesjak, ki je letos prejel priznanje za življenjsko delo na področju športa in vzgoje v občini Ormož. Vse dobro vam želimo in srečno do takrat.